V skupini GEN projekt JEK2 skupaj z ostalimi projekti obnovljivih virov energije in pa novih investicij obravnavamo kot eno vizijo razvoja slovenske elektroenergetike in tudi razogljičenja družbe, tako da skupaj z ostalimi projekti pričakujemo, da bi lahko do leta 2035 v nadaljevanju potem tudi razogljičili slovensko elektroenergetiko in potem omogočili za to novo brezogljično električno energijo tudi prehod v elektromobilnosti, pravi vhod vseh teh novih toplotnih črpalk v naše domove, hladilne naprave in pa seveda tudi, da lahko podpremo našo gospodarsko rast. Za ta namen, se pravi, večino te brezogljične električne energije seveda pričakujemo iz naslova našega novega projekta JEK2, jedrske elektrarne Krško, za katero smo v preteklem letu pričeli z umeščanjem in pa državnim prostorskim načrtom. V decembru lanskega leta smo tako zaprosili za pobudo za državni prostorski načrt na samem ministrstvu. To je prva faza umeščanja tega projekta v prostor. Računamo seveda, da tista ključna odločitev o sami izgradnji drugega bloka bo potrebno jo sprejeti nekje v letu 2024-2025, takrat, ko bo investicijska odločitev, ko jo bo potrebno sprejeti. No, danes smo pa se tukaj odzvali in skupaj z svetom regije predstavili projekt, predstavili tudi samo vizijo, ki jo razvijamo za naše okolje in kakšen bo tudi, poskušali tudi povzeti, kakšen bo vpliv tega projekta nekako na lokalno okolje, na regijo in pa seveda prisluhniti tudi članom sveta regije, se pravi županov iz posavskih občin, da razumemo, kakšna imajo vprašanja in kako se bomo potem seveda tudi mi odzivali na ta vprašanja v prihodnosti. JEK2 ni dejstvo. JEK2 je izbira za investitorja, da se pravi, da smo se mi na GEN-u odločili, da je to prava izbira za novo investicijo in za razogljičenje naše družbe. Je izbira bila tudi za našega lastnika, za Slovenski državni holding, je bila izbira tudi za vlado, da je bila pripravljena sprejeti energetsko dovoljenje za ta projekt. Na drugi strani prepoznavamo, da je to tudi izbira za lokalno skupnost. Tudi lokalna skupnost bo imela močen vpliv na izvedbo samega projekta, na umeščanje tega projekta v prostor. Namreč zavedamo se, da s takšnimi projekti prihajamo v lokalno okolje. V Krškem sicer imamo prebivalci izkušnjo, pozitivno izkušnjo z obstoječim blokom, ampak če ne bomo znali, tako kot so župani rekli, prepričati njih in pa tudi lokalnega prebivalstva, da je to prava pot in za energetiko, pa ne samo za energetiko, ampak tudi za razvoj lokalnega okolja, verjamem, da bi znali imeti tudi težave z samim umeščanjem. Kljub vsemu pa verjamem, da ko bomo znali potegniti črto pod tem projektom in pa vplivi, da bomo znali prepričati tudi vse deležnike za to, da je to smiseln in trajnosten projekt.